Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Dobrodošli in lepo pozdravljeni v Belokranjskem muzeju. Ko se odpira novo razstavo, je vzdušje res praznično in te trenutke želimo deliti. Z nami ste vsi, ki veste, da je muzej pomembna ustanova, ki varuje premično kulturno dediščino in s svojimi informacijami pomaga oblikovati kritično razmišljanje o preteklosti in sedanjosti, tako pri strokovnjakih, kot pri šolajoči se mladini in drugih vedoželjnih obiskovalcih. Večkrat nas kdo vpraša, zakaj je potrebno razstave, ki so že na ogled, prenavljati ali celo postavljati povsem na novo. Stalne razstave imajo v resnici neposrečeno ime, saj so nas izkušnje naučile, da je predvsem pri arheoloških in zgodovinskih razstavah 20 let tista doba, ko jih je potrebno vsaj dopolniti, če ne v celoti spremeniti. To je namreč čas, ko raziskovalci odkrijejo toliko novih materialnih, pisnih in slikovnih virov, ki dokumentirajo preteklost, da smo jih dolžni predstaviti tudi obiskovalcem muzejev. Pred 2 letoma smo odprli razstavo Arheološko bogastvo Bele krajine. Danes se ji pridružuje kronološko naslednja z naslovom V deželi, ki se imenuje Metlika, Bela krajina v srednjem in novem veku. Avtor besedil in idejne zasnove razstave je dr. Janez Weiss, s katerim Belokranjski muzej sodeluje že vrsto let. Je eden najbolj plodovitih slovenskih raziskovalcev, ki je v zadnjih letih obiskal številne arhive širom po Evropi. Ko pregleduje metre in metre arhivskih dokumentov, nikoli ne ve, koliko skrivnosti ga čaka. Ako najde nov podatek iz zgodovine današnje Bele krajine, je njegovo zadovoljstvo večje od naporov, ki so bili za to potrebni. Če je seveda tudi naše zadovoljstvo, saj lahko dodajamo koščke mozaiku znanja. Razstava je ogledalo muzeja. Vsako novo spravljamo v življenje z vznesenostjo, hkrati pa tudi s kančkom nelagodja in treme. Ta je danes mogoče še malo večja, saj bo poleg recenzenta, znanstvenega svetnika profesor dr. Borisa Golca, ki ga danes žal ni z nami, razstavo prvi presojal eden vodilnih slovenskih zgodovinarjev in izjemni poznavalec srednjega veka, profesor dr. Peter Štih. Da Belokranjski muzej lahko uresničuje tako zahtevne projekte, mora imeti ekipo, ki je kos tem izzivom. Sestavljamo jo vsi zaposleni v muzeju in naši zdaj že stalni zunanji sodelavci. Arhitekt, oblikovalec Jurij Kocovan, ki nas vedno znova navdušuje z inovativnimi rešitvami. Gradbenik Marko Bernik, ki številnimi izvajalci del usklajuje arhitektove zamisli. Pa prevajalec dr. Jaka Jarc, lektorica Tanja Radovič, kartografinja Mateja Rihtarčič, ilustrator Matija Ciporič. Tokrat so bili z nami še akademski slikar Robert Lozar, fotograf Borut Peterlin in oblikovalec Marko Bradica. Predmete, ki jih je izbral naš kolega Leon Gregorčič, so mojstrsko konzervirali in restavrirali Igor Ravbar, Luka Kren in Roman Zupančič. Muzejska pedagoginja Alenka Misja pa je razstavo dopolnila z didaktičnimi vsebinami, med katerimi sta tudi 2 animirana filma, ki sta nastala v sodelovanju Društva Slon iz Ljubljane, Osnovne šole Metlika, Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj in Belokranjskega muzeja.
in knežje oblasti, da bi odprli razstavo v srednjeveški in novoveški zgodovini Bele krajine. Naslovili smo jo v deželi, ki se imenuje Metlika. Po besedah, ki jih je davnega 1228 v prvi listini, kjer se Bela krajina sploh pojavi, zapisal oglejski patriarh Bertold Anteški in regione qua Metlika decit. Nova razstava ima namen prikazati in orisati dinamiko in spreminjanje naše dežele ter oblikovanje osnov njene današnje podobe. Zahtevna naloga nikakor ni delo samo njenega avtorja, temveč temelji na desetletjih predhodnega dela vrste raziskovalcev. Dovolite mi, da pogledamo, da se skupaj ozremo po oblikovanju in razvoju našega razumevanja, ki sta podlaga za oblikovanje pričujoče nove zbirke. Da ima Bela krajina nekoliko lastne, nekoliko posebne poteze srednjeveškega razvoja, je bilo jasno že prvim raziskovalcem srednjeveške zgodovine dežele Kranjske in nato zgodovine slovenskega naroda v 19. in začetku 20. stoletja. Deželica med Gorjanci, Kočevsko in Poljansko goro ter reko Kolpo se je pojavljala s pojmi, ki jih ti raziskovalci niso povsem jasno razumeli, in vrsta specifik te deželice je kazala na nekoliko drugačni politični, vojaški in cerkveni razvoj, ki se je primerljivo pozno poenotil in vključil v dinamiko jedrnega kranjskega prostora, se pravi jedrnega današnjega slovenskega prostora. Srednji in zgodnji novi vek Bele krajine je torej imel svoje poteze, te poteze pa so bile slabo poznane in slabo razumljene. Začetek modernega raziskovanja zgodovine Bele krajine predstavlja delo dr. Dušana Kosa Bela krajina v poznem srednjem veku, ki je izšlo leta 1987. V komentarju ob njeni izdaji so bile zapisane pomenljive besede. Citiram. Ta obrobna slovenska pokrajina predstavlja v slovenskem zgodovinopisju belo liso, kar velja še posebej za srednjeveško obdobje. Zaključek citata. Bela lisa neznanja je postopoma izginjala, vendar le počasi. In dovolite mi, da se sprehodim po tem izginjanju. Leta 1991 so išli urbarji za Belo krajino in Žumberk. 3 leta pozneje pa delo med nami prisotnega akademika dr. Petra Štiha, goriški grofje ter njihovi ministrijali in veliti v Istri in na Kranjskem. Ti deli sta odgovarjali na temeljna vprašanja srednjeveške zgodovine. To je vprašanje oblasti nad deželo, razvoja njenega plemstva in njenih srednjeveških gospodstv, nastanka obeh urbanih naselbin in srednjeveške poselitve belokranjskega podeželja. Z upoštevanjem novih teorij o razvoju srednjeveških dežel smo prvič dobili tudi jasno odgovor na vprašanje, kaj sploh je tako imenovana grofija v Marki in Metliki. Kako se je oblikovala pod goriškimi grofi in prejela svoj temeljni akt ravno tukaj, 29. aprila 1365, torej na Metliškem gradu. Dobili smo tudi odgovore na vprašanje, kako je razdrobljena prehajala med različnimi gospodarji od goriških preko Frankopanov do končno grofov celskih, ter kako se je na koncu stopila z deželo Kranjsko kot njeno, sprva kot njeno priključeno gospodstvo ali Eingereich der Herrschaft in končno postala del tako imenovane Mitterkrajine ali Srednje Kranjske 16., 17. in prve polovice 18. stoletja. Po letu 2000 se je iz nekaterih temeljnih vprašanj srednjeveške zgodovine Bele krajine dotaknil tudi dr. Miha Kosi, ki je korigiral, dopolnil ali izčistil razumevanja o času osvojitve dežele, o razvoju njenega plemstva in nenazadnje tudi belokranjske cerkve. Srednjeveška in novoveška zgodovina Bele krajine s tem več ni bila popolna bela lisa. Tem prizadevanjem smo belokranjci s svojimi občinami prišli naproti. Črnomaljski zbornik v letu 2008 in Metliški zbornik v letu 2018 sta obravnavala zgodovino obeh urbanih naselbin in ponudila odgovore o nastanku ter fizičnem in pravnem oblikovanju obeh središč in njunih burgerjev, o dinamikah razvoja in zatona, o gospodarskem razcvetu 14. in 15. stoletja ter nazadovanju 16. in 17. stoletja. Pri teh poglavjih so bila ključna dela in pomoč dr. Borisa Gorza. Z intenzivnim raziskovanjem v arhivih smo odkrivali nove, dotlej povsem nepoznane vire v srednjeveški zgodovini Bele krajine, od katerih kaže posebno poudariti odkritje gradiva v Geheimarchiv
Geheimstaatsarchiv Preußischer Kulturbesitz v Berlinu. Ob novih pričevanjih so tukaj v Beli krajini nastale nove pobude o raziskovanju posebnih polj, od katerih bi izpostavil študije delo med cesarstvom in kraljestvom, študijo o plemenitvi rodbini Semič in Semenič, študijo o zgodovini Vinice ter izjemno metliško cehovsko knjigo ter ne nazadnje letos dokončan popis arhivskega fonda gospodov Krupa, Pobrežje in Pusti Gradec. Poleg občin Črnomelj, Metlika in Semič je tudi Belokranjski muzej Metlika prišel naproti in integriral ugotovitve znanstvene stroke v svoje stalne in občasne postavitve. Pripravljena in odprta je bila cela vrsta novih razstav v spominski hiši Otona Župančiča na Vinici, muzejski hiši v Semiču in ne nazadnje tudi v Črnomelju za odprtem mestne muzejske zbirke. Zgodovina posameznih naselbin, gradov in prostorov je iz knjig našla pot na stene uglednih hiš. Povsem pravilno in smiselno je na to direktorica Belokranjskega muzeja Metlika, magistra Andreja Branci-Bednaršek, ugotovila, da je po ureditvi nove zbirke o arheološkem bogastvu in podobi Bele krajine potrebno urediti tudi novo stalno postavitev o srednje in novoveški zgodovini dežele. Njenemu klicu smo seveda sledili. Belokranjski muzej je novi postavitvi namenil 4 prostore v južnem traktu Metliškega gradu in v lanskem poletju smo določili temeljno vsebino in vlogo prostorov, opredelili 3 osrednje eksponate ter določili vsebinske niti celotne razstave. Ti niti seveda izhajajo iz pojavov dolgega trajanja, kot temu rečemo zgodovinarji, in so kar v največji meri oblikovali našo deželo. To so seveda sledeči pojavi. Obmejnost, Bela krajina je od začetka 13. stoletja do danes dežela na meji. Vojska, zaradi obmejnosti je Bela krajina vseskozi imela poudarjen vojaški značaj. Multietničnost. Bela krajina je prostor vrste različnih etničnih celot. Z večinskimi Slovenci, nekdaj Kranjci, bivajo Kočevari, Hrvatje in Uskoki, kakor jih je opažal že kranjski histor Balbozor. Civilizacija vasi. Bela krajina je šibko urbaniziran prostor, ki ga je industrializacija dosegla v manjši meri. Prevladujoče so podobe podeželja, množice vasi, obdelanih polj in vinogradov. In 5. točka je seveda vinogradništvo. Od sredine 13. stoletja naprej je Bela krajina poudarjeno vinogradniška dežela. Teh 5 vsebinskih niti smo vtkali v razstavo in poskušali z njimi, kaj se da jasno prikazati izmuzljivo dinamiko spreminjanja dežele in njenih ljudi skozi 8 stoletij, od 11. vse do 19. stoletja. Postavitev je oteževala očitna težava. Eksponatov, predmetov, ki bi govorili o srednjem veku, imamo primerljivo malo. Arheologija srednjega veka iz Bele krajine je komeda obstoječa in strokovno še vedno neobdelana ter neobjavljena. To je seveda omejilo število eksponatov, predmetov, s katerimi muzejske postavitve pripovedujejo. Ob tovrstnem manjku smo bili usmerjeni v pripovedovanje skozi grafike, skozi risbe in zemljevide, rekonstrukcije in domneve, ki nam, čeprav idealizirane in približne, vendarle podajo davne, nepoznane resničnosti do nekoliko bolj razumljivih in lahko razumljivih podob. V 4 prostorih se je tako postopoma oblikovala zgodba z originalnimi predmeti in kopijami, z bogatimi panoji, ki jih krasijo izseki iz originalnih listin, idealne rekonstrukcije in zemljevidi prostora ter časa. Spričevanji razcveta in zatona, uničenja in obnove, pričevanji mnogovrstnosti kultur, pisav, ver in jezikov, ki so se vseskozi srečevali tukaj, na skrajno južni meji cesarstva ali današnje Slovenije, nekdaj pri Metličanih, danes pa seveda pri Belih Kranjcih. Razstava vzpostavlja Belo krajino kot celoto, ki ne pozna občinskih meja. Je institucija, ki nas vse povezuje in opozarja, da čeprav vsak od nas govori svoj sočni ljudski govor, pa vsi pijemo isto vino, slavimo in pojemo iste pesmi, ter že stoletja iščemo dobro, resnično, lepo in pravično tukaj, na sončni strani Gorjancev. Da zaključim. Nastanek razstave je delo mnogih in na mesto je omiliti njihov prispevek.
Prva hvala gre direktorici magistri Andreji Brancu-Bednaršek za pobudo in vodenje projekta. Muzejskim sodelavcem Leonu Gregorčiču, Kristjanu Husiču in Alenki Misja. Za obliko razstave gre zahvala Juriju Kocovanu, za postavitev Marku Verniku, za pregled besedil dr. Borisu Golcu, za pripravo zemljevidov magistri Mateji Rihteršič, za prevode v angleški jezik dr. Jaki Jarcu in za slovensko lekturo Tani Radovič. Sam pa se srčno in globoko zahvaljujem Belokranjskemu muzeju Metlika, da mi je zaupal nalogo pisanja in postavitve razstave. Največjo čast mi je, da tukaj na starodavnem sedežu oblasti nad Belo krajino predstavimo zgodbo, ki prikazuje naša stoletja, stoletja Bele krajine in njenih ljudi. Bela lisa neznanja je dokončno odstranjena, zgodovina dežele pa razoteta. Srčno upam, da si bo razstavo ogledalo kar največ ljudi. Hvala lepa. Dr. Janezu Vajsu in celotni ekipi, ki mu je bila v oporo, smo iskreno hvaležni za lepo sodelovanje, ki se je včasih sicer tudi malo zaiskrilo, a vsi smo delali z enim samim ciljem. Predstaviti pestro in svojevrstno zgodovino Bele krajine na sodoben, privlačen in zanimiv način. Vendar bi naše želje ostale neuresničene, če ne bi bilo razumevanja za projekt pri financerjih. To niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. Danes je izredno pomemben zgodovinski dan, saj konec koncev namenno predajamo del naše zgodovine. Zgodovine, ki je pomembno oblikovala življenje, ne samo v deželi, ki se imenuje Metlika, ampak v celotni Beli krajini. Izoblikovala je našo identiteto, naš značaj. Govorimo o tem, da smo Belokranjci ponosni, kleni ljudje, ob meji, ki jih je vedno oblikovala dobrosrčnost, prijaznost in pa seveda tudi ljubezen do žlahtne trte. In prav to je oblikovalo našo identiteto in tudi današnja prisotnost v spoštovanju zbrani prav posebno priča o tem, kako ponosno živimo z našo lokalno skupnostjo, kako smo ponosni na dosežke naših prednikov. Zgodovina je dobra učiteljica. Mi, pa ljudje smo pa včasih slabi učenci, pa vendar ne bi sami sebe mogli prepoznati, če ne bi spoštovali vseh tistih, ki so v preteklosti delovali in konec koncev ne bi znali tudi nagovarjati bodočih rodov, da ne ponavljajo morebitnih napak iz preteklosti. V imenu lokalne skupnosti, se pravi v imenu občine Metlika, ter tudi obeh sosednjih, prijateljskih občin, ko je bilo že danes v nagovoru večkrat poudarjeno, smo povezani, tako kot so bili povezani v preteklosti, lahko rečemo, da so te meje med občinami na nek način zabrisane. Konec koncev, poglejte malo okoli sebe, poglejte, koliko je mešanih zakonov med Metličani, Sečani in Črnomaljci, tako da bi rada tudi v imenu vseh treh lokalnih skupnosti izrazila iskreno občudovanje in spoštovanje vsem tistim snovalcem, ustvarjalcem današnje razstave, vsem tistim, ki so pripomogli, da se danes tega dogodka lahko resnično iz srca veselimo in konec koncev tudi na nek način nagovarjamo vse tiste, ki bodo v bodoče prepoznali vrednost tistih, ki so nekoč živeli v deželi, ki se je imenovala Metlika. Srečno vsem skupaj.